Introline Beograd. Čeprav je pred izvedbo prvega državnega prvenstva v hitrostnem rolanju na novo ustanovljene zveze prevladoval strah, da bo slabo vreme zmotilo izvedbo, pa je ostalo samo pri strahu. Vreme je zdržalo. Sonce je bilo celo tako močno, da je nekatere tudi bolj ožgalo, še predvsem gledalce, ki so se zbrali v športnem parku pred osnovno šolo France Prešeren v Kranju. Na tekmovalnem spisku je bilo 59 tekmovalcev vseh starostnih kategorij iz 5 klubov, in to 2 slovenskih, Rolerskega kluba Ljubljana in Rolerskega kluba Kranj, 2 zagrebških klubov Vatreni Kotači in KK Zagreba ter iz belgrajskega kluba Introline. Prvenstvo je namreč štelo tudi za pokal Alpe Adria. Tako je bilo tekmovanje prepleteno s tekmovalnimi disciplinami in kategorijami. Nastopili so najmlajši, ki so šele stopili na rolerje, do tistih, ki so jim lasje že malce osiveli oziroma se jim rahlo dela na vrhu glave lasna jasa. Aleksandar Arsić, Miloš Dogrejić in Dušan Stamenković. Med juniori vozi še Marina. V večini kategorij so bili boji za odličja zelo zanimivi, saj so bili nekateri bolj, drugi pa malo manj pripravljeni. Padcev skoraj ni bilo, tako da ni nihče potreboval prve pomoči. Še najbolj je prevladoval na stezi državni prvak in rekorder na 5000 metrov, ki je v tej disciplini dokazal, da v Sloveniji praktično nima pravega tekmeca. V tej disciplini gre za izločanje tekmovalcev po vsakem drugem krogu, tako da jih na stezi na koncu ostane samo 6. Nemec Mausar pa je že na samem štartu potegnil kot raketa in po 4 krogih izločil vse počasne tekmovalce, tako da sploh ni bilo potrebe po izločanju v vsakem drugem krogu. Po tekmi je takole strnil svoje vtise. Danes je bilo super, mislim, vse se je šlo tako, kot je treba, tudi konkurenca je bila kar v redu. Vsak let je močneje, tako da upamo, da v naslednje let še bolj. In sem zadovoljen z današnjo tekmo. Ja, malo hitreje sem šel. Malo zase, malo za trening, če ne drugega, je dober trening. Vsaka takma tekma prav pride, tudi če ne zgledali ne vem kaj, ampak je bilo fajn. Ja, največji načrt je za Evropsko prvenstvo v Nizozemskem konec julija, tako da upamo, da prijemo med 6, no, to mi je cilj in te bom zdaj posvetil največ časa. Spoštovane tekmovalke in spoštovani tekmovalci, v imenu Zveze za hitrostno rolanje Slovenije ter soorganizatorja tekmovanja Rolerskega kluba. Kot smo že omenili, je bilo zelo veliko kategorij in disciplin, pa še vsi izidi so šteli dvojno. To je za državno prvenstvo in pokal Alpe Adria. Zato je bila miza polna odličij, manjkali niso tudi pokali in praktične nagrade. V članski kategoriji so razdelili tudi denarne nagrade. Za prvo mesto 100 evrov, za drugo mesto 50 evrov in za tretje mesto 30 evrov. 100 taka je v svoj žep pospravil Nejc, ostali denarni nagradi pa sta odšli v Beograd. Sicer pa je mnenje o prvenstvu v Sloveniji povedal Miodrag Pop. Čak i člana od 40 godina. I ovdje smo već drugu godinu za redom. Prošle godine smo bili ovdje kod vas na stazi. Ove godine je malo vreme lepše, bolje, sunce je, prošle godine je bila kiša,
ali vrlo ugodno provedeno vreme i vrlo fine trke ovdje kod vas. Kako Pa, dosta sam zadovoljan. Prvo zato što smo u dosta većem broju došli nego protekle godine. Drugo što svi naši takmičari su pokazali svoj maksimum u ovom trenutku, pošto je ovaj sport tek u razvoju kod nas i mi ovakvu stazu nemamo u Beogradu i Srbiji. U planu je naravno izgradnje jedne takve staze. Tako da, s obzirom na to da nemamo mesto za trening, rezultati su vrlo, da kažem, izvrsni, vrlo dobri. Naravno i plasmanski imamo druga, treće mjesto ovdje kod vas, tako da možemo da kažemo da smo sa uspehom došli ovamo i izvršili ovu misiju. Več kot jasno je bilo, da je bilo prvenstvo Nove zveze uspešno, tako po številu nastopajočih kot rezultatih, pa tudi po obisku gledalcev. Skoraj vse naslove so pobrali tekmovalci iz Kranja, kar niti ne čudi, saj gre za že uveljavljeni klub z množico tekmovalcev v vseh kategorijah. Državni prvaki so tako postali Vito Kočevar Polak, Anže Gros, Gaj Gros, Miha Jelovčan, Miha Remic, Nejc Mausar, Žan Šude v moških konkurencah, pri ženskah pa Kaja Minar, Tjaša Kolar, Tinkara Čuk, Lucija Sladič in Klara Gradišar v ženskih kategorijah. To prevlado Kranjčak pa sta pri ženskah pretrgali samo Nika Ponikvar iz Ljubljane. KRK Introline Beograd. Čeprav je pred izvedbo prvega državnega prvenstva v hitrostnem rolanju na novo ustanovljene zveze prevladoval strah, da bo slabo vreme zmotilo izvedbo, pa je ostalo samo pri strahu. Vreme je zdržalo. Sonce je bilo celo tako močno, da je nekatere tudi bolj ožgalo, še predvsem gledalce, ki so se zbrali v športnem parku pred osnovno šolo France Prešeren v Kranju. Na tekmovalnem spisku je bilo 59 tekmovalcev vseh starostnih kategorij iz 5 klubov, in to 2 slovenskih, Rolerskega kluba Ljubljana in Rolerskega kluba Kranj, 2 zagrebških klubov Vatreni Kotači in KK Zagreba ter iz belgrajskega kluba Introline. Prvenstvo je namreč štelo tudi za pokal Alpe Adria. Tako je bilo tekmovanje prepleteno s tekmovalnimi disciplinami in kategorijami. Nastopili so najmlajši, ki so šele stopili na rolerje, do tistih, ki so jim lasje že malce osiveli oziroma se jim rahlo dela na vrhu glave lasna jasa. Aleksandar Arsić, Miloš Dogrejić in Dušan Stamenković. Med juniori vozi še Marina. V večini kategorij so bili boji za odličja zelo zanimivi, saj so bili nekateri bolj, drugi pa malo manj pripravljeni. Padcev skoraj ni bilo, tako da ni nihče potreboval prve pomoči. Še najbolj je prevladoval na stezi državni prvak in rekorder na 5000 metrov, ki je v tej disciplini dokazal, da v Sloveniji praktično nima pravega tekmeca. V tej disciplini gre za izločanje tekmovalcev po vsakem drugem krogu, tako da jih na stezi na koncu ostane samo 6. Nejc Mausar pa je že na samem štartu potegnil kot raketa in po 4 krogih izločil vse počasne tekmovalce, tako da sploh ni bilo potrebe po izločanju v vsakem drugem krogu. Po tekmi je takole strnil svoje vtise. Danes je bilo super, mislim, vse se je šlo tako, kot je treba, tudi konkurenca je bila kar v redu. Vsak let je močneje, tako da upamo, da v naslednje let še bolj. In sem zadovoljen z današnjo tekmo. Ja, malo hitreje sem šel.
Malo zase, malo za trening, če ne drugega, je dober trening. Vsaka takma tekma prav pride, tudi če ne zgledali ne vem kaj, ampak je bilo fajn. Ja, največji načrt je za Evropsko prvenstvo v Nizozemskem konec julija, tako da upamo, da prijemo med 6, no, to mi je cilj in te bom zdaj posvetil največ časa. Spoštovane tekmovalke in spoštovani tekmovalci.